Takole fantje, Praprota, legendarni muzikantje. Ja, Andrej, pridi s menoj. Moram reči, seveda, tudi tukaj, tudi ob fantih s Praprotna in nepozabnem Lojzetu spomini oživijo. Nenazadnje sem bil vedno počaščen, ko sem lahko bil v vaši družbi, ko smo nastopali v Cankarjevem domu na velikem jubileju in ko je bila seveda dvorana kar premajhna za vse tiste, ki so si želeli vse to ogledati. To so nepozabni trenutki. Smo sedaj v nekem življenju, ko smo malo poprej, sem rekel, kar prehitro gre. Kakšni so tvoji spomini oziroma kakšen je ta trenutek, ki ga sedaj živite in ustvarjate? Po Lojzetu seveda. Nepozabni spomini so za nazaj. Ne morem verjeti, da je 47 let z Lojzetom Slakom tako hitro minilo. Tako, da sem že včasih pomislil, če bi ga fejst polomil, pa fejst kaj ukradil, če me za 50 let zaprejo, se bi hitro minulo. Ja, tudi doživljali smo tudi grenke izkušnje. Smrti so nam prikrižale tisto neizmerno veselje, ki smo ga uživali, nazadnje Lojze. In ko smo že mislili, zdaj bomo pa nadaljevali, dokler nas ne pobere, je nam prehitro pobralo našega najmlajšega pevca, Toneta Štritofa, ampak mi se ne damo. Tako je, zagotovo da ne. Tretji klanka je tista, ki je tudi neke vrste zdravilo, ne samo za vse nas, ki jo poslušamo, ampak seveda tudi za vas, ki jo ustvarjate, ko prepevate. Zagotovo so to takšni trenutki. Kakšen trenutek pa je takrat, ko vendarle odideš z odra, ko reflektorji ugasnejo in ko si nekako sam s seboj? Zelo lepi občutki. Če je taka dobra publika, ki nas nagradi, nas tudi pomladi. In smo še vedno mladi. Edino moja žena je močno zaskrbljena. Je rekla, da tako dolgo pojem, da sem se tako pomladil, da mi gre že orenk na otročje. Neuničljivi Andrej Bergant, prvi tenorist. In verjamem seveda, da jih tudi tale misel gor drži, da vendarle Lojze bi bil še kako ponosen, če bi vedel, da nadaljujete njegovo pot, da prepevate njegove nepozabne melodije in da nekako pravzaprav po njegovi poti gredo številni tisoči mladih muzikantov, brez Lojzeta Slaka vseh teh ne bi bilo. Zato seveda hvala ne samo Lojzetu, tudi vam, fantje s Praprotna.